odzvali povabilo Občine Slovenske Konjice, Ženskega poslovnega kluba in območne obrtne in podjetniške zbornice Slovenske Konjice na dan podjetništva, tradicionalnega v sklopu konjiških dni organiziramo poslovni klub in obrtno-podjetniška zbornica sodelovanja z občino. Jaz bi prosil najprej, Ivan, tebe, da pozdraviš v imenu zbornice, potem bom prosil še podžupana, Primoža Pokliča, potem bom pa jaz, glede na to, da sem moderator, tudi strani klubov pozdravil in seveda tudi, da začnemo z današnjim dogodkom. Ivan, hvala, da si z nami. Ja, lep dober dan. Hvala predsedniku poslovnega kluba, konjiškega podžupan, lep pozdrav, pa seveda vsem vam. Predvsem bi rad pozdravil moje obrtnike in podjetnike in se jim seveda tudi najlepše zahvalil za vsa sredstva, ki jih namenite v pomoč športu, kajti brez vas, ne verjemite, ne bilo športa, tudi ne Konjice, seveda tu se moramo tudi predvsem zahvaliti še lokalni skupnosti, ki da levji delež temu, da se v Konjicah šport lepo razvija. Jaz se opravičujem, ker me takoj zanese, namreč tisti, ki me poznate, veste, da se jaz poleg podjetništva še veliko tudi z športom, ne da se jaz sam ukvarjam, ampak imamo radi družini, imamo radi športnika, tudi podpiramo, tako da res jaz vam želim eno tako lepo srečanje, če pa potem kaj, kako vprašanje za mene, pa z veseljem odgovorim. Hvala lepa. Ivan bo prvih 45 minut z nami, tako da ga bomo prosili, da po tem uvodnem Janovem predavanju se malo tudi znamo sedel v klubu, pač lahko, glede na to, da so na področju največjega športa nogometa prisotni, kot se rekel, že 40 let v Konjicah. Primož Poklič, podžupan občine Slovenske Konjice, prosim. Lepo zdrav še v mojem imenu in v imenu občine Slovenske Konjice na današnjem dogodku Dnevu podjetništva z temo, ki je meni osebno zelo blizu, šport in podjetništvo. Tako je že moj predhodnik povedal, tudi sam sem rekel, tudi aktiven, pa predvsem prek otrok v športu. In bom rekel tako, občina Slovenske Konjice je zgodovinsko gledana vedno bila zelo močna na športnem področju in tudi zelo močna na podjetniškem področju. In ti dve področji sta se vedno dobro povezovali in odlično sodelovali. Sam osebno bi si želel, mislim, da je bilo danes na vabilu na današnji dogodek že tudi napisano za večje vključevanje otrok v šport in spodbujanje nadarjenih športnikov, da bi vsi skupaj še bolj stopili skupaj in dejansko omogočili čisto vsem otrokom, ki si želijo kakorkoli vključiti v šport, da bi to tudi storili. To ne moramo niti sama občina, ne morejo sami športni klubi in tudi ne morate samo podjetniki, lahko pa vsi skupaj. Na občini se trudimo že vsa leta ta sredstva povečevati. Verjamem pa, da boste podjetniki tudi že tako zelo podpirate šport, ampak verjamem, da boste k temu še bolj aktivno pristopili, da lahko dejansko predvsem dosežemo na začetku tisto veliko vključenost otrok v šport, ker po mojem mnenju ravno ta del trenutno najbolj manjka. Sicer pa šport in podjetništvo sta po samih svojih temeljih in vrednotah skoraj enaki zadevi, en brez drugega ne more, pa sploh šport ne more brez podjetništva. In želim vam, da danes čim bolj konstruktivne debate in potem tudi seveda, da v življenje še bolj spravimo to povezovanje in sodelovanje športa in podjetništva v naši občini. Hvala. Hvala lepa, Primož. Mi smo kot uvodnega govorca danes povabili gospoda Jana Ternjaka, direktorja športne agencije Proelium, da naredi en uvod, kako on in njegova ekipa na nek profesionalen način pristopa k podpori vrhunskim športnikom, pa na drugi strani, kako skrbijo tudi, da podpirajo mlade športne upe. Jan, ti si pripravil eno lepo prezentacijo, prosim, beseda je tvoja, hvala, da si z nami.
Lep pozdrav še z moje strani. V bistvu sem lastnik in direktor športne agencije Proelium, kjer skušamo tako v bistvu skrbeti za vrhunske športnike kot za mlade. Ne samo, jaz mislim, da dosti takih, ki se fokusirajo na zveze, na društva, na klube in tako naprej. Mi smo se pa odločili v bistvu, da se specializiramo v posamezne vrhunske športnike, ne glede ali v bistvu nekdo v individualnem športu ali v ekipnem športu. Zakaj sem v bistvu prišel do te ideje? To sem jaz, mislim, nekaj 15-20 kg manj. V bistvu bil sem, oziroma želel sem si na vsak način postati košarkar. Spal sem žogo, treniral, zdaj ko vem, sem delal vse, kar je možno napačno. Nisem imel na nek način, glede na to, da starša nista bila športni vod, nisem imel neke podpore oziroma nekoga, ki bi ga vprašal na kak način delati. In vedno sem si želel, oziroma sem si rekel, ok, jaz bom pomagal športnikom, tako da sem se kasneje vpisal na fakulteto za šport, ker sem zaključil, končal kot osebni trener, nekaj časa delal to, ampak sem vedel, da to ni to, kar si želim v življenju početi. Potem sem v bistvu me podvodila na radio, na Radio City delal 15 let, na Planet TV in drugih portalih. In tekom tega časa sem v bistvu začel, so me športniki začeli kar klicati, tako da sem vodil od Tine Maze, različne tiskovne konference, sem z njo sodeloval, z Denom Zalcem in z ostalimi vrhunskimi slovenskimi športniki. Na tej poti v bistvu sem skozi gledal, kako so sami. Dejstvo je, da ko pridejo neke zmage, pa so večinoma vsi okoli njih, ko nekaj, bom jaz rekel, ne bom rekel pivke, grdo rečeno, ki pa je v bistvu vse tisti, ki ste tudi tu, pa ste bili v vrhunskem športu, pa jaz zdaj, ko sem res blizu najboljših slovenskih športnikov, je res to trdo delo. In tudi Proelium, ki je v bistvu naša agencija, Proelium v latinski besedi nekak bitka, boj, bojavnik, zato smo tudi nadeli ime, ker se mi zdi, da športniki so res veliki bojavniki. In ja, po v bistvu teh 15 letih se je zgodil v bistvu na nek način ta prelomni trenutek, ker za mene vsaj, ker je Sanja Večeroviča, nekdanjega košarkarja, zdaj športnega direktorja Panathinaikosa, sem nosil od malega v denarnici, ker je bil moj vzornik, tu pa me v bistvu Sanji povabil, da mu pomagam odvoditi eno tiskovno konferenco. In to je bil nek trenutek, ker sem za Sanjem začel tudi v času njegove kariere, sem sodeloval, mu pomagal v bistvu skozi njegove družbeno omrežje, marketing in sponzore, in to je bil tudi nekak prelomni trenutek, da smo začeli v bistvu delati za športniki. In ideja na začetku je bila taka, delamo z vrhunskimi športniki, kaj mi delamo? Delamo to, da se lahko športniki osredotočijo samo na šport. Torej mi vodimo družbena omrežja, z marketingom se ukvarjamo z sponzorji, z financami, prevozi, vsemi strokovnjaki, torej psihologov do prehrane, torej celotni paket delamo športnikom na njihovi športni poti, da lahko on reče, ok, na moje je odbojka, je nogomet, da vse ostalo ste tukaj vi. Tako da res nudimo neke celotne te zadeve. In ko smo to naredili, so nas tam, se mi zdi, neka prelomnica, bila 7-8 let nazaj, ko so nas vedno bolj začeli starši klicati. Pomagajte mojemu. Pa sem jaz rekel, jaz nimam ekipe, nas je zdaj sicer 10, ožje ekipe, po 35 do 40 strokovnjakov se menjuje. Jaz sem rekel, jaz nimam ljudi, ki bi v bistvu to vse pomagali. Poleg tega, ko sem se z eno mamico pogovarjal, sem rekel, vi radite verjetno 2-3 tisoč evrov, zato ker bi vsi z vsemi vašimi strokovnjaki, da imate trenerja, da imate psihologa, da imate vse, rekla, nimam denarja. Rekel, ok, kako nam lahko pomagamo? In sicer smo skozi tudi mladim vsaj malo pomagali, ampak ne na tak način, pa ne na taki v bistvu veliki zadevi, kot smo dobili na nek način popraševanja. Potem sem jaz rekel, v bistvu na enem predavanju, da sem se z eno predavateljico pogovarjal, sem rekel, mi imamo toliko tega, da je rekla, ne puščaj teh vseh otrok, pa sem rekel, ok, kako naj to naredim, smo razmišljali in bolj v bistvu je prišla naslednja ideja, kaj če bi to, kar delamo 1 na 1 z vrhunskimi športniki, naredili z mladimi. Torej ne 1 na 1, ampak da bi naredili eno manjšo skupino 40, tam 35-40 športnikov, ki bi isto zadevo delali v skupini, ko delamo z vrhunskimi z njimi. Ustvarili smo v bistvu 6 let nazaj akademijo. Na začetku bolj kot ne, da so se nam smejali, ampak ja, sem mislil, kaj je za to za neka akademija. Prvo leto se spomnim,
42 prijav, 40 smo jih sprejeli, bila je sicer plačljiva na začetku, drugo leto 50, tretje leto 60, tudi začele so se nekako firme zraven spuščati v akademijo, je bilo tako, nekje 70-80 tisoč evrov smo pa vsako leto mogli svojih financ in pa časa dati v akademijo, da je sploh to laufalo, dokaj se je v bistvu zgodil nekako 3 leta nazaj prelomni trenutek, ko je prišel v bistvu Mastercard zraven, rekel je, ok, gled, športniki ne smejo plačevati te zadeve sami, mi bomo prišli in pokrili vse članarine za vse športnike in od takrat v bistvu je to postalo eden izmed največjih družbeno-odgovornih projektov v Sloveniji. Čakalne vrste so take, da po 150-200 otrok vsako leto zunaj že ostane, proti prvem letu, ko smo se v bistvu borili za vsakega, ki je prišel noter. Tako da je v bistvu akademija prostor, ker v bistvu se posvetimo čisto vsem tem temeljom, ki so tudi na sliki, torej fitness, športna prehrana, športna psihologija, družbena mreža, moj prvi posel sponzorstva, fizioterapija in fiziologija oziroma preventiva pred poškodbami, pa povezovanje z vrhunskimi športniki. Torej cilj je, da skozi eno leto, ker športnike mlade izobražujemo, dobijo vse, kar v klubih, v zvezdah ne dobijo. To je, ko se malo pogovarjamo, to je nekako za vse tiste, ki si mogoče želijo več, pa jaz mislim, da vsak, ki bi se želel v prihodnosti ukvarjati športom, bi mogel iti čez to akademijo. Tako da ja, v bistvu zdaj smo 6. leto, 3 leta z Mastercardom, dali smo res ogromno otrok, ogromno športnikov, na koncu pa je tisti rezultat, kak jih priperjamo iz točke A do točke B. Tudi v bistvu skozi akademijo si lahko pridobijo ogromno sponzorstev, štipendij, tako da jim res damo vse. Je pa v bistvu nekako dodana vrednost to, ko prijemo tudi do podjetij, da ogromno podjetij dobiva tudi, veste, podjetniki, imamo kar nekaj podjetnikov tukaj noter, ogromno nekih sponzorstev prošen. Jaz ko vedno pravim, želim, da se otroci oziroma športniki potrudijo za sponzorstva. Vsi bi imeli sponzorstva, tudi ko pridejo športniki, jaz bi imel sponzorstva, jaz rečem, jaz tudi. Ampak tu pa v akademiji imamo pa tak sistem, da tisti, ki se bolj trudijo, tisti, ki naredijo več kot ostali, tistim v bistvu tudi po par tisoč evrov letno damo in takšnih in drugačnih finančnih sponzorstev, pa tudi v izdelkih. Tako da je, kar se tiče tega, se mi zdi, da smo res naredili en korak naprej in v bistvu se že veselim, kako prinašamo naslednja leta, ker vsako leto se trudimo, da zadevo nadgradimo. Na koncu koncev iz tega akademije je prišlo že kar nekaj vrhunskih športnikov. Tukaj v bistvu po koncu akademije smo naredili še sistem za čisto vse, ki so bili v akademiji, imamo klub alumni, za tistimi top, tam 5-6 vsake sezone pa podpišemo v bistvu individualno pogodbo in jim z partnerji, sponzorji pomagamo v bistvu na njihovih poteh, z vsemi strokovnjaki, za vsemi jih sponzoriramo. Smo pa v bistvu tu še dobili eno idejo, ogromno je financ, ogromno je vsega, ki je potrebno za mlade, tako da smo par mesecev nazaj ustanovili še Zavod za šport. Z zavodom v bistvu pomagamo in tem top športnikom, ki si želijo mogoče na malo drugačen način uspeti v športu, po drugi strani pa tudi za tistimi, ki mogoče nimajo za članarine, za kempe. Letos smo recimo na kempu Marka Tavaresa, ki ga vsako leto organiziramo. Od 150 otrok smo s podjetji, pa preko tega 70 otrokom v bistvu pokrili članarino za kemp, tako da v bistvu to je ena zadeva. Baziramo pa v bistvu mi na čisto zadevi, da nikoli, ok, dajte v Zavodu šport, mi imamo ogromno zdaj teh vrhunskih in pa mladih vrhunskih športnikov in skušamo za podjetja vedno nekaj za mene narediti. Torej ni to, dajte nam denar. Jaz tudi, ko pridem na sestanek, gospod je zadnjič lepo rekel, na sestanku, jaz sem pa mislil, da ste prišli po neko sponzorstvo, sem rekel, tega jaz nikoli ne naredim. Jaz pridem z neko zgodbo ali pa z neko dodano vrednostjo, vse, kar pridemo, da ponudimo nek dober projekt in to se mi zdi, da res cenijo in zaradi tega tudi se mi zdi, da sodelujemo zdaj že več kot 100 slovenskimi podjetji in pa zdaj tudi vedno več tujimi in Zavod je ena taka zadeva, ker skušamo z nekimi zanimivimi projekti res še dodatno pomagati športnikom. To je ena v bistvu res zanimiva zadeva, ko me kdo vpraša, s katerim recimo športnikom
na katerega smo na nek način najbolj ponosni, jaz bi rekel na tiste vse, ko smo začeli delati pri čisto mladih in smo jih vodili do vrhunskega športa. Ne zdaj, da jaz pridem športnikom, ki je na vrhu, ampak recimo Rok Možič, slovenski odbojkar, pravimo Luka Dončić, slovenske odbojke, z njim smo v bistvu ta slika nastala v začetku, ko je bil star 14 let, od 14. leta smo v bistvu delali čisto vse od A do Ž z njim, zdaj je Rok 23, že z 19 leti, ko je prišel v Italijo, v Verono, je postal v najmočnejši v bistvu odbojkarski ligi na svetu, je bil najboljši igralec, se zdaj imel lani malo izziv s poškodbami, ampak se vrača in Rok je v bistvu eden izmed najboljših odbojkarov na svetu in bo še pisal, se mi zdi, odbojkarsko zgodovino. To pa je v bistvu ta zadeva, ne, od tega fanta, to pa je Rok v bistvu dan danes. Tako da, to je v bistvu z moje strani, da sem malo povedal, kako in na kak način se dela. Res se mi zdi, tako kot je že gospod podžupan povedal, šport in podjetništvo sta res precej povezani. Mogoče še ena zanimiva zadeva, sedaj smo še se spravili en projekt delati za športniki, ki je zelo, zelo povezan z podjetništvom. Mi bi radi, da ogromno podjetij pride k nam pa reče, ok, mi bi radi z Rokom Možičem sodelovali. Zdaj rečem, super, pa ko povem ceno, se težko nekako jamemo, ne? In potem smo prišli zadnjič na idejo, ker bi radi tudi nekako urbanem okolju v Sloveniji in tudi v tujini kasneje startupom pomagali, namesto da športniki vlagajo, ne vem, 100 000 evrov v neko novo podjetje, smo se odločili, da bodo vlagali svoje brande, oziroma vse to, kar mi gradimo, svoje mreže, vse svoje povezave, postanejo solastniki teh podjetij, startup podjetij. In kasneje, ne vem, vsako leto smo rekli, da lahko tudi postane solastnik enega, dveh podjetij, na koncu je lahko solastnik 10-20 podjetij in vse sicer ne bodo uspeli, nekatere pa bo. Neko dobro delo bomo naredili, konc koncev pa tudi, ko končal športnik, bo imel lahko nekaj od tega, tako da to je še ena zadeva, pa en zanimiv projekt, ker smo se ga ravno lotili in z Startup Slovenija in z ostalimi, pa tudi z tujimi startupi, tako da zverjamem, da bo tudi ena prihodna zanimiva zgodba. Če ima pa še kdo, karkoli. Hvala lepa, Jan, bomo bi se zahvalil tudi našemu medijskemu pokroviteljima, Novicam in Radio Rogla. Slavica, tudi tebi, da si danes z nami. Jaz bi tale prvi krok, tako smo tudi se dogovorili, vas prosil, da se nakratko predstavite v tem kontekstu današnjega tudi okrogle mize, nekaj povezave med športom in podjetništvom, z neko vašo osebno, rekel, izkušnjo ali pa vašim pogledom, pa bi mogoče Katja Temnik začel pri tebi. Hvala, da si z nami, vrhunska bivša športnica, velik ponos tudi občine Konjice. Mogoče tvoje misli v uvodu, pa kaj te je pripeljalo potem iz športa, seveda na to uspešno podjetniško pot? Najprej hvala za povabilo. Torej, za tiste, ki se ne poznamo, jaz sem Katja Temnik, zdaj imamo doma ekološko biodinamično kmetijo, Majnika, zelišči se ukvarjamo. Drugače sem pa se do svojega 32. leta ukvarjala s košarko, bila tudi več let kapetanka reprezentance, igrala 6 let v tujini. Diplomirala sem iz prevajalstva, magisterij imam politologijo. No, tu, kjer sem se pa zdaj najbolj najdla, je pa v bistvu pridelava zelišč. Je pa se vidi, da mi je šport nekaj dal, ker leta 2020 smo dobili nagrado Agrobiznis za najboljšega podjetnika v kmetijstvu, kar ne pomeni, da ustvarjamo velike finančne pluse, ampak bolj iz tega vidika odnosov, ki jih vzpostavljamo, delovnega okolja, ki ga vzpostavljamo in pa tudi neko kvaliteto življenja, za katero se trudimo, ne samo jaz osebno, moja mama, ki je s tem začela, ampak tudi za vse zaposlene, konec koncev za tiste, s katerimi delamo. Zdaj, da ne bom predolga, ker jaz hiter zelo, tako da naj imajo še drugi, pa še bom polno. Toni Noner. Izvoli. Toni Noner, Anton Noner, eni mi govorijo o Noni iz atletike, tako da več imen tukaj imamo. Šport, na kakšen način, sem tudi zdaj povezan z športom kot
včasih je bilo pač tako, da ko si hodil v osnovno šolo, če si približno bil koliko je toliko dober v športu, pa si bil v enem delu mesta doma, se točno vedel, jaz izviram iz Celja sicer, v Novi Vasi so bili rokometaši, oziroma v Blagodini, v Novi Vasi so bili atleti, tam so bili to, par športov je bilo in kot je učitelj telesne vzgoje rekel, ti greš tja, to ni bilo demokracija, ti si pač šel tja, si mogel iti, to nisi mogel manjkati, to je bila rekel tvoja dolžnost, če te nekdo rekel, da greš, si šel. Razlika med danes in včeraj, ko smo tole gledal, jaz edino ene stvari tukaj bojim v športu, da bomo prehitro zajadrali v profesionalizem najmlajših otrok. Jaz vem, da smo mi včasih uživali, ti si začel trenirati, ker si se družil, ker si se lahko neko dokazoval, ker si imel možnost se dokazovati, res da smo imeli tudi vse zastojni sistemi, so bili drugačni, nisi mi smel preveč razmišljati, vse je bilo pa urejeno za tebe, nekot. In zdaj, ko gledam danes, vidim, da je zelo veliko otrok v naši občini aktivnih, zelo veliko. Nadpoprečno celo z drugimi kraji, ko gledam. Problem pa je, koliko potem je lahko pride do tistega vrha, do samega vrha, talente imamo in na teh pa definitivno je zadelati, medtem ko pa na ostalih je treba pa samo spodbujati, da se imajo lepo, fino, da to energijo in zaljubljenost v šport, kot sem jaz zaljubljen v šport, prenese tudi naprej. Zaljubljen v šport do leta 1991 sem imel žal moji najboljši rezultati, takrat sem imel najboljši evropski rezultat kot mladinc, celo med člani, ampak je prišlo do osamosvojitve, sistem se je razpadal in se ti je marsikaj potem takrat zagablo. No, potem smo se preselili v Slovenske Konjice, rodila se je Ana in Ana je rekla, da bo postala atletinja. Jaz prej atletke več nisem to slišati, ker ko greš iz ene skrajnosti v drugo skrajnost se prenasidiš in pa smo začeli počas z atletko delati. Zaradi te moje Ane je danes v Slovenskih v občinah, v Konjicah 300 atletov, imamo konjiško atletsko šolo, imamo nekaj reprezentantov in seveda iz tega vse skupaj se razvil tudi konjiški maraton. In ravno takšnih An in takšnih Tonijev iz tistega, ne samih profesionalcev, si želim, da jih imamo čim več v Konjicah. Super, hvala. Slavica. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, Tadej, hvala za povabilo, pa hvala tudi, da si se obrnil za nas za oglaševanje tega dogodka. Tako da, za tiste, ki me, pa se večino me tako poznate, jaz sem direktorica medijske skupine, ki je okrog Radio Rogla, se pravi, mi združujemo poleg Radio Rogla in novic, ki so tu na tem področju spletnega portala novice.si, še Radio Gorenc, ki je na Gorenskem in pa v bistvu še 4 druge lokalne časopise, se pravi Savinjske novice, časopis Celjana, Rogaške novice, Bistriške novice in pa no pač novice sem to že tako ali pa tako omenila. Zdaj, mediji so zelo tesno smo povezani s športom. Tudi mi smo zaljubljeni pravzaprav v šport. To je pravzaprav športne novice so ene najpomembnejših novic, poleg pač ostalih političnih nekih tak. Menim, da lokalni mediji imajo še poseben pomen pri sodelovanju s športom, o tem bom mogoče malo kasneje pač kaj povedala. Tako da mi, ta naša povezava medijev s športom recimo je na 3 nivojih, ta informativni nivo, potem je, se pravi, nivo izobraževanja pa vzgoje, to, kar je že podžupan omenil, to se nam zdi zelo pomembno in tudi se mi zdi, da mediji igramo pomembno vlogo pri tem. In pa tretji nivo je pa promocijski nivo, to je pa gospod Uvodnikov, v bistvu, ko je navajal, se pravi, da zelo skrbimo za promocijo športnikov, klubov, posameznih športnih disciplin, hkrati ob tem pa seveda za promocijo tudi pokroviteljev v zvezi s tem, tudi pomagamo pri dejansko za svojo medijsko aktivnostjo pri pridobivanju sponzorjev klubov, zato ker večji doseg kot je, večja privlačnost je za sponzorje. Konec koncev pa tudi gradimo lastne blagovne znamke skozi to. Mi tako, tu pa vidimo v bistvu zelo tesno povezavo, sej tudi mi smo podjetniki, v medijih seveda,
Tu se mi zdi, da v bistvu zelo pa tesna povezava med športom pa v bistvu mediji oziroma podjetništvom je v bistvu v deljenju istih vrednot. Vztrajni moramo biti, ekipni duh moramo imeti, lokalno pripadnost, če smo tu v tem okolju, zdrav življenjski slog podpiramo in pa fair play. Tako da mislim, da to je tisto najpomembnejše, kar nas v bistvu združuje, pač pri vseh teh treh. Mogoče tukaj na začetku sam nekaj v bistvu takih pomembnih projektov za nas smo v bistvu uradni radio Konjiškega maratona že od samega začetka in smo zelo ponosni na to. Smo pokrovitelj nogometnega kluba Celje. Ko smo mi sklenili pogodbo o pokroviteljstvu in je začelo iti na boljše, se vidi, kje so letos tako navadno, pač tudi druge, da s nami sklenejo sodelovanje. Smo tudi pokrovitelj Atletske zveze Slovenije. Mi smo v bistvu atletski radio za vse dogodke, ki se dogajajo v bistvu atletske na Štajerskem. Seveda najpomembnejše od vsega je pa to, da podpiramo vse lokalne športne klube na takšen ali drugačen način, nogometni klub Dravinja, nogometni klub Bistrica, nogometni klub Zreče in pa pravzaprav tudi vse ostale. Naši mediji namenjajo zelo veliko medijskega prostora športu, imamo tudi novinarje, ki so zadolženi pravzaprav posebno za te stvari. Enega kolega imam danes tu, kaj tu je Jure Mernik, on je specialist za šport v naši hiši, tako da menim, da povezava medijev, podjetništva in športa je zelo močna. Hvala lepa, Slavica. Urban, ti nisi postal vrhunski košarkaš, čeprav si se skošarkoval, postaješ pa si že vrhunski podjetnik, ampak mogoče, če deliš tvoja... Hvala za besedo, lepo zdrav vsi skupaj. Urban Pevnik, podjetnik Slovenskih Konic. Kot si že omenil tudi, jaz dejansko lahko rečem, da sem do 15 let aktivno igral v košarko in kaj mi je šport mi je dal dejansko res tisto neko trdo delo, nek cilj, za katerega se boriš, motiviranost, ekipno delo, ekipni duh in dejansko z močnim vztrajnim delom, trdim delom imaš vedno rezultate. Potem pa zaradi poškodb in zaradi okoliščin sem se pač preusmeril, ampak sem se dejansko z športom vzgojil. Jaz gledam na to čisto zdaj iz podjetniškega vidika. Šport je za mene neka vzgoja otrok, nažalost, oziroma srečo, bom rekel, da je taka situacija, da vojske več nimamo, ampak vseeno je treba nekako motivirati pa vzgojiti otroke, ki jih pač doma ne moreš v polni meri, nismo vsi najboljši strokovnjaki, zato rabimo pomoč. Šport je idealna priložnost, da se vzgoji svojo mladino v nekega takega, bi lahko rekel, kot je prej rekla Slavica, fair play, na prvem mestu motiviranega podjetnika, delavca, ali to samostojni podjetnik, ali to v nekem večjem podjetju zaposlen človek. In taki ljudje rabimo, ki razmišljajo svojo glavo in ki so dejansko ti, ki iščejo rešitve z nekim skupnim duhom. To je za mene v bistvu nuja in tukaj podpiramo, seveda, koliko se pač da, da vzgajamo dejansko našo mladino. En del teh je pa sigurno tudi vrhunski športniki, to pa ne treba pozabiti. Hvala. Aleksandr? Ja, pozdravljam. Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Markoš Aleksandr, prihajam iz podjetja Gradnja Markoš, VMI, kjer se že vrsto let ukvarjam z gradbeništvom. V glavnem, v podjetju smo zavezani kakovostni, nasledovati se dolgoročnim partnerskim vrednotam, ki jih lahko najdemo tudi, bom rekel, v športu. Sam sicer nisem bil profesionalni športnik, vem, da sem bil vedno tesno povezan z športom, najprej kot navdušen kreativec, danes pa kot ponosen generalni upravitelj ženskega košarkaškega kluba Slovenske Konjice, pa tudi drugih športov v manjši meri. Verjamem, da šport ni le tekmovanje, ampak predvsem šola za življenje. V njem se učimo vztrajnosti, sodelovanja, spoštovanja in zdrave tekmovalnosti, lastnosti, ki jih prinašamo tudi v poslovni svet, konec koncev, ko bomo rekel, ko končala športno kariero, ko grejo poslovni svet. Zato verjamem, da ima sodelovanje med podjetji in športom
izjemen potencial, ne le za promocijo, ampak tudi resničen družbeni vpliv. Če kot podjetniki vlagamo v šport, vlagamo v ljudi, in če športniki vstopajo v podjetništvo, vam prinašajo karakter in osredotočenost. Veselim se pogovora z vami na temo športa. Hvala lepa. Hvala, Aleksandar. Jaz bom to samo dodal, glede na to, da smo zadnjo leto pa pol tudi sodelovali, ko so še ženski košarkarski klub vodil. Z eno veliko zahvalo, da so takrat s kolektivom pristopili. To je na primer pomenilo v tem klubu, da smo sploh lahko postali brez generalnega pokrovitelja, kljub podpore občine, kljub teh manjših pokroviteljev, temu ni bilo. Se mi zdi, da je ta vaša odločitev takrat, da ste posvetili ženskemu kolektivnemu športu, bila izjemna. Katja Skaza, ko smo se pogovarjali o današnji okrogli mizi, ugotovila, da bi tudi tebi malo manjkalo, pa bi bila vrhunska športnica, potem si pa zaradi tega poškodbe postala vrhunska fizioterapeutka. Mogoče, če se predstaviš, pa poveš, kakšna je bila ta tvoja zgodba v tem primeru. Hvala najprej za povabilo. Lepo pozdravljeni, ki ste prisotni. Jaz sem Katarina Skaza, Katja Skaza, oboje, na oboje odreagiram. Po izobrazbi sem diplomiran fizioterapeut, imam svojo fizioterapijo v dvorcu Trebnik. Imam poglobljeno znanje na področju ortopedije, traumatologije in športnih poškodb. Moj fokus, moj najpriljubljenejši lik je mlad športnik in njegov razvoj. Tudi sama sem bila športnica, igrala odbojko v prvi in drugi slovenski ligi. In v bistvu prav šport, predvsej ta temnejša plat športa, je meni izbrala moj poklic. V bistvu sem takrat videla sam šport, ko je bilo treba izbrati fakultete, prvo mesto fakulteta za šport, po dolg časa nič, pa nekako se odločila drugo mesto kriminalistika, to mi je še neko, po tretje mesto bilo treba nekaj napisati, vredo, demo, fizioterapijo, sem se htela naučiti masirati. To je bil moj edini interes na fizioterapiji. Pol pa sem si en mesec pred, ker moraš na fakulteti za šport pa kriminalistiki delati fizične sprejeme, moraš lovati, skakati, plavati, vse živo. Sem se en mesec prej poškodovala koleno in sta prve dve opcije avtomatsko odpadle, nisem mogla iti na sprejemne in nisem imela možnosti za sprejetje. Ostala sem še fizioterapija, ker je bil ogromen naval, sicer sem imela lepe ocene, ampak upanja nisem imela veliko sprejeta, ampak mi je uspela sprejeta in v bistvu oddelala študij, ker sem tekom študija ugotovila, da je v bistvu to, kar je želim delati. In me je v bistvu ta poškodba usmerila v moje življenje. Ves čas sem najbolj se poglabljala v področje kolena, teda to je moj najljubši sklep, s tem se nareč ukvarjam. Hkrati sodelujem tudi z Olimpijskim komitejem Slovenije, že več kot 13 let. Bili smo že na večjih akcijah. V bistvu vrhunec tega sodelovanja z Olimpijskim komitejem, na katerega sem zelo ponosna, je bila v bistvu udeležba na Olimpijskih igrah v Tokiu, kjer sem res poznala, to je največji športni dogodek, to so sanje večine športnikov in biti tam v tej olimpijski družini, to ne moreš opisati, to moraš samo doživeti. In tam v bistvu sem res čisto srčiko spoznala ta vrhunski šport, njegov trip, obnašanje športnikov, pritiske, adrenalin in to nekako poskušam zdaj se to izkušnje prenesiti v mojo prakso in učiti in podajati to znanje naprej. Hvala, Katja. Hvala, še Poki. Verjetno boš samo omenil, ampak vi ste bili tista zadnja, najmočnejša moška generacija v košarki, skupaj z Juretom, postoravali po Sloveniji, v Ljubljani, zmagovali, preto še vse po vrsti. Potem je bilo treba biti pa naprej v življenju, kot se spomnim podal, naprej v Ameriko, potem to, ker že tam v podjetništvo. Podelom vse jaz, ne boš ti, to kar se jaz spominjam. Hvala za povabilo. Jaz sem Marjan Pušnik, sem Zrečan, živim v Zrečan 24 let, več pa Koničan, tu sem začel se tudi ukvarjati z košarko, ko si izpostavil generacija Jureta Zdavca, smo tudi danes še dobra prijatelja. Igral sem skozi vse selekcije v Koliškem košarkaškem klubu, tudi na koncu v par sezon v prvi članski ekipi.
Bil sem tudi, kaj smo igrali v prvo slovensko ligo takrat, bil sem tudi član te mladinske selekcije, ki smo bili res dobra generacija in smo dosegli za tisto obdobje, lahko rečemo, oziroma še vedno največji uspeh v zgodovini kluba, to je naslov mladinskega slovenskega prvaka. Ni nobena generacija to do dan še prebila, jaz upam, da bo kera, ne. Potem je pa v času študija, da se sem omenil poklical sem ekonomist, v času študija me je pot zanesla v Združene države, kjer sem ostal in delal 3 leta. Dobro, to je zdaj ena druga zgodba. Takrat sem se mi pa tudi začela porajati neke podjetniške ideje in po 3 letih dela tam sem se vrnil nazaj in tako je tu ustanovil podjetje trgovsko Kuki, v katerega vodim še danes, to je se pravi že več kot 30 let. V športu, ko sem prišel nazaj, sem še, mislim, da 1 sezono odigral v Konicah, 1 sezono v Šentjurju, 2 sezone za Roglo, pa sem pa za preveč obveznosti mogel nekako zaključiti, se posvetil bolj družini in firmi. Še vedno sem aktiven v rekreativnem športu, kot član teniškega kluba, tudi kot član veteranskega košarkarskega društva Štajerska, ki je zelo aktivno. Moram se malo pohvaliti, da 2018 smo v generaciji 50+ z mojo ekipo osvojili naslov evropskih prvakov, tako da si štejem to malo ponos. Sem pa tudi od leta 2000 pa predsednik odbojkarskega kluba Veler Voli Zreče. In tu boš dodal, da so tudi hčerke te pripravljali, Tako, hčerke, tudi to je res. Nekako me je to tudi potegnilo. Potem hčerke so igrali kar na visokem nivoju. Ena je bila tudi kadetska reprezentantka, igrala na kadetskem in pa na svetovnem prvenstvu. Žal je mogla pa zaradi poškodbe zaključiti kariero, pa tudi ostale 20 na visokem nivoju. Ampak še dan že vse država zaključila. Ena od njih, šla se dodam, je tudi skozi štipendijo študirala v Ameriki, ampak lani zaključila in se vračala počasi. Hvala. Ivo, ko strojem preko 40 let, je bil tudi, verjetno ni bil, ker je premlad, da je bil sin razlog, da so začeli podpirati nogomet. Mogoče, stvari ste mi hvala. Ja, hvala. Sem Ivan Furman, sem eden od ustanovitelja, pa dolgoletni direktor do letošnjega januarja Ostroj stroje gradna. Sedaj je to vodenje prevzel sin. Zdaj sam, kot tak, jaz malo starejša generacija, takrat so še bili časi malo drugačni, ni bilo toliko možno, ni bilo denarja in ni bilo tudi možnosti, da bi se profesionalno ukvarjal s kakim športom. Imel sem rad nogomet skozi še danes, potem rad smučanje, kolesarjenje in tako naprej. Je pa res, da sem že pa skoraj 40 letja, vsaj, bom rekel, če ne sam, pa družina, pa podjetje povezano z športom, z nogometom v Konicah. Bil sem kar dolgo časa predsednik, podjetje je pa vse skozi eden večjih sponzorjev in moram tako reči, da smo tudi sokrivci uspehov in tudi manjših uspehov ali pa neuspehov kluba. Sedaj to uspešno nadaljuje tudi sin je predsednik nogometnega kluba, je pa res, tako ste rekli. Verjetno smo vsi prišli v šport zaradi svojih otrok. In jaz bom rekel, mene še mogoče šport toliko bolj pri srcu, ker ko sem bil otrok, te možnosti ni bilo financ in se danes čutim odgovornega, da pomagamo mladim, da lahko tudi tisti, ki nimajo danih na razpolago vseh pogojev, da tudi oni lahko se ukvarjajo in da tudi oni uspejo. Zdaj se mogoče kaj druga, pa jaz potem še povedal, če bo kaj. Ja, bom kar takle šli nazaj, ker bom še eno vprašanje
dodatno dal, bom povedati, da Goran sicer bi bil z nami, tudi ko sem imel preklico, je rekel, ne vemo Goran, seč res, ne, tak firmo vodi kot tudi društvo, ampak se je prekril nam termin, svet Zavoda za šport zaseda, pa ni mogel špricati, tako je Toni bi tudi mogel biti gore. Tako da je potem Ivo prišel po tej funkciji vrtne zbornice, ampak super, da si ostal, ne. Jaz imam to vprašanje, no, toliko let, za toliko resnimi sredstvi, zato so resna sredstva, mi primerjalno ostali športi, seveda, niso toliko številčni, tudi ne zahtevajo toliko, kak v podjetju, seveda je to odločitev lastnika, ampak tudi kako to podjetju spraviš čez, to so ko smo mi začeli, se je to podjetništvo, je bilo 50 solastnikov v podjetju. Moram nekako reči, da mi je vedno uspelo jih prepričati, da ne mečemo denarja v stran. Jaz lahko to danes zagotovostjo potrdim, ker mi imamo tam zaposleni 160 ljudi in na vseh vodstvenih mestih imamo v bistvu aktivne športnike. Tako da smo zelo ponosni na to in tudi marsikoga smo štipendirali na tem času, ne samo to. Je pa seveda hudo, zato ker mi čutimo, da moramo pomagati, pa jaz tu bil kar malo kritičen do države. Glejte, mi, če damo 10.000 evrov klubu, od tega še dodatno damo 22% DDV-ja in pa seveda 25% plačamo davka od dobička. Tako da država dobi od vsakega evra še dodatnih 47% damo na tisto. Ampak kljub vsemu temu, bom jaz rekel, mi imamo radi šport in ga podpiramo, vse tudi v veliki meri tudi podpiramo kulturno društvo in moram reči, da smo eni večji sponzori tudi godbena pihala. Tako da jaz bom rekel vsem tistim, ko pač mislite ali pa niso tu ali pa ste tu z nami, verjemite mi, da to ni stran vržen denar, ker zdaj vse zvem, da je vedno težko, ampak se pač tudi odpoveš kakem kosilu, po kakem večeri, pa kaj tak, pa se to vse da naredi, ker mogoče se včasih ne zavedamo, kaj to pomeni enemu otroku. Glede, jaz gledam teh 40 letih, ta klub, jaz nisem več tu povezan, jaz sem pač povezan bolj kot preko sina, pa to pa še vedno, ko se pogovarjamo o pogodbi pa o vsem tem, ampak gledajte, enim otrokom, mi vsako leto pelamo te otroke na 3-4 dnevno dopustovanje oziroma neke priprave in to je za nekatere otroke, gledajte, glavni dopust in se veselijo. Pa še ne to, bom rekel, ena malenkost, recimo otroci, ko po tekmi soboto čakajo na ti srednji, cel teden se pogovarjajo, da ga dobijo in najtežje je to, da izpade pri sendviču. Ni tako, da če ne igraš, bo tudi reči to nakupi, pa ne zato, ko je lačno. Ampak to je tisti ta kolektivni duh. Zdaj, jaz osebno z individualnim športom nimam nekih izkušnj, ampak imam pa s kolektivnimi športi, ampak jaz mislim, da ti ljudje, ko potem odrastejo, vedete se, če nekdo ne začne z nekim organiziranim vadenjem, potem tudi ni rekreacija v prihodnosti. Tako da jaz mislim, da je to pač, če tem otrokom pomagamo v mladosti, seveda jim potem tudi damo neke delovne navade, jim damo tudi neke možnosti, da se bojo potem rekreirali, da bojo zdravo živeli, manj bojo bolani in vse tako tudi, tako da ko to vse skupaj potem nam je to toliko plusov, da je ta denar, ko ga damo, ni nikoli stran vržen. Tako da seveda, je pa seveda ogledalo, seveda mi se pogovarjamo o otrocih, ampak morate vedeti, na konci je ogledalo člansko moško. Ker zakaj? Otrok, ko je star 18 let, si želi, da nekaj profesionalno ali pa polprofesionalno tekmuje. In če je to v kraju, je to ogromno, ker potem ti lahko nadaljujejo. Poglejte, mi se lahko pohvalimo kot klub v tem času, mi smo dali 3 vrhunske
športnike, dva sta zdajle, Svit Sešlar pa Žan Vipotnik sta zdajle eden po mojem najbolj vročih kostanjev v tem športu notri. Pa seveda začelo se pa to z Dabanovičem, tako da. Ampak jaz to tudi gledam tak, ko nekdo preraste naše okvire, naj gre. In ne smemo biti nikoli tu zajedobosumni, pa ne smemo biti jezni, saj smo pa mi vložili v to, Zato se mi zdi tudi, moram reči, da malo poznam, da ta nogometna krovna organizacija, Nogometna zveza Slovenije, makar za te mlade, bom rekel, zelo dobre namene, ker tu, kot je Toni prej rekel, tu pri nas se začne tekmovanje nekje z 12 leti. Prej pa to igranje, pa druženje, turnirsko način in tako da se ne lahko tu, da mi zdaj v prvi vrsti dolgo gol damo. Da se otroci družijo, da se znajo povezovati. Tako da ja, gledajte, jaz bi lahko mogoče se razgovoril, ampak jaz vam bom rekel, naj vam ne bo žal za tiste denar, ki ga namenite športu. Seveda bi pa jaz tu pohvalil tudi Radio Rogla, ampak bi jih tudi prosil, da tudi bi še kako vrstico več namenijo za te športe, ker to je res pomeni. Jaz vam povem, tudi otrokom, ko prečitajo, da so tekmovali, pa to je nekaj pomeni, Tako da, hvala. Hvala. Marjan, športne vrednote, nekaj bilo že prej omenjenega, kakih ti prepoznavaš pri vodenju podjetja navznoter, pa mogoče tudi za sodelavce? Ja, športne vrednote, pa vodenje podjetja, to se, bi rekel, to prepleta, Se pravi, to je več stvari, jaz bi tu par stvari izpostavil lahko, se pravi, to je timsko delo, se pravi, ti kot moraš biti del tima, tim je lahko uspešen, potem disciplina in vztrajnost, postavljanje nekih ciljev in doseganje rezultatov, spoštovanje nekih pravil in etike, recimo, če govorimo tu o fair playu, tudi, mislim, odnosi med strankami, odnosi s poslovnimi partnerji, torej mi dva povema, recimo, sodelujemo že vrsto let, moraš imeti neki odnos, je pa seveda lažje, če ga imaš skozi šport. Tako. Potem druga pomembna zadeva oziroma naslednja je obvladovanje pritiskov in neuspehov. To se mi zdi zelo pomembno. Športnik se skozi kariero doživi veliko porazov. To ni enostavno, sploh pri otrocih je to problem. In lahko rečem, tudi sam sem bil v situaciji na začetku, ko sem začel ukvarjati s podjetništvom, da si na nekaj nasprotju ne veš, ali ti bo uspelo, ne bo, kako boš to speljal. In ti da šport, ti da nekaj, da grizaš, da si motiviran. In da znaš obvladovati tako situacijo, poraze, ker se v podjetništvu pač tako javljajo po športu. Pa tudi recimo motivacija, visoko motiviran vodja, bo tudi visoko motiviran, tako je v športu, moraš imeti neko visoko motivacijo, da boš eno tekmo odigral kakorkoli ali trening podelal, isto tako je v vsakem projektu, v poslu ali pa v vodenju podjetja. Hvala, Katja. Ti si kar nekaj časa nisi bila podjetnica, pa si se profesionalizirala, bila seveda zelo fokusirana strokovnjakinja, zdaj za vrhunski šport, zdaj pa si. In kje zdaj ti loviš to ravnotežje? Biti podjeten, pa na drugi strani absolutno zelo strokoven tudi, kako brišeš to mejo, kakve izkušnje imaš ti? Ja, jaz sem v bistvu zelo mlada, samostojna podjetnica, prej sem bila dolgo časa večino svoje kariere v enem varnem sistemu, pa sem pa nekako zbrala pogum in stopila na samostojno pot. Zdaj, če mi pogledamo recimo moje delo z vrhunskim, rečemo, da je športnik in znotraj tega, da je vrhunski športnik. To delo je zelo specifično, ker vrhunski športnik za dober rezultat želi oziroma rabi 100% telo. Spravi, mora biti popolnoma zdrav. To je moja naloga, da ga poskušam v to stanje spraviti. Spravi, ne sme biti dobenih napak. Potem, tu je v prvi vrsti rezultat. Njega zanima izključno rezultat, s tem se on potrjuje, napreduje, v bistvu dejansko zato, to je njegova služba. Če
če se poškoduje, to je recimo najtežja ta specifika, če se poškoduje, nimaš časa dovolj, to, ko bi ga ti želel, vsakmu športniku se mudi nazaj, hoče takoj na teren, dan se poškoduje, jutri bi že igral. Včasih gre, večinoma ne gre, da moraš tu skozi neke kompromise znotraj tega sklepati, to je najtežje. Potem moraš upoštevati, da njegovo psihološko znanje oziroma stanje, kako on odreagira na poškodbo, ali zapade v krizo, depresijo, ali je pozitiven, ali on verjame v vrnitev nazaj, ker od tega so odvisne tudi v bistvu zadnji so določene, to vi verjetno dobro veste, finančne pogodbe, sponzorji, njegovo preživetje. In če ti veliko s tako skupino delaš, v bistvu vse te izkušnje dvignejo, konkretno moje znanje so dvignali iz enega osnovnega levela na eno višjo raven, tako so me res nadgradile. In zdaj jaz lahko za svojim podjetjem, nekako sem popolnoma svobodna, samostojna in lahko vso to moje nadgradnjo nekako poskušam prenesiti najprej recimo v to lokalno okolje, pa ni nujno zdaj, da je na tak vrhunskem nivoju, pač lahko ga prilagodim glede na trenutno nivo, ali pa celo širše iz te Dravinjske doline. Nekako tako probam jaz to znanje uporabiti zdaj naprej. Aleksandar, tisti vzgib, ko ste ga mogli imeti, ko ste se odločili ženski šport, kaj bo tisto? Ja, dejansko mi skozi sponzoriramo šport, tako marsikaj podjetnik tukaj in dejansko, bom rekel, vsakemu nekaj zmeri. Vlog je ogromno, tudi drugih društev je in nekako smo zmeri skozi sponzorirali v neki meri vse. Ko je pa res nek moment nastal, ko je se delal Sebastian prinesel vlogo, da je nekaj staršev predobom za ŽPP Konice, da rabijo dejansko nekaj sredstva, da bi nekam šli, mislim, da avtobusni prevoz je šlo. In pol smo se začeli tako pogovarjati, sem rekel, mi dejansko to res drobimo, vsem damo nekaj, ampak dajmo, ker smo vedeli, že kako je, dejansko bi čez nič, koliko let nazaj, te so bili na 5 leta. In smo rekli, dajmo jim pomagati, ker so zgubili glavnega sponzorja, dajmo raje enemu, bom rekel, puncam, ki že tako in tak ženski šport je, bom rekel, proti moškemu športu, če se tako izrazi, malo stranskem motivu. In to je bil tisti glavni vzgib, da smo se odločili, dajmo pomagati tem puncam, da bo, bom rekel, in vodstvo, da bo zadehali, da bo lahko dejansko punce trenirale in da bo tudi raslo in dejansko, zdaj gledam, smo ponosni na to, da smo se takrat odločili in bom rekel, da lahko odločitev. Klub raste, klub dela in bomo ustrajali še naprej. Super, in tako je bilo prej rečeno, pa izpostavljeno nekaj nogometašov. Katja je bila ena prvih, da je ponesla slovensko žensko košarko tako na najvišji nivo. Vemo pa, da tudi je zdaj zelo aktualna tudi Ajša Sivka, ki je tudi tukaj začela, pa tudi še kar nekaj uspešnih, tako da je prav izjemno, tudi to smo se večkrat pogovarjali, da z tako malega okolja očitno se nekaj dela prav, da tudi teh vrhunskih je nadpoprečno veliko, čeprav je ta bazični, tako si to nekdo rekel, ta delo, pa ta množični šport, seveda najpomembnejši, ampak... Je posebno ponos, ko slišiš, ko bo porabil, zdaj, ko bila še sprejeta. Jaz tudi se spomnim, ko si ti, mislim, da je bilo leto pol nazaj, ko so te imenovali kot častno ambasadorko, tako evropskega, to ti da, ti natrepetano. Takrat vidiš, ko slišiš nekaj takega, da bi rekel uspehe, ti da tisto res zadovoljstvo, da je dejansko denar, ki ga nameni športu, je nekaj posebnega. Urban, sinergije, take, neko konkretne, praktične med športniki, podjetniki, kaj bi izpostavili? Ja, jaz bi to izpostavil, v bistvu nismo daleč na razne. Vrhunski športniki, ali pa bi lahko rekel, klubi tudi razni za recimo 8-10 let naprej, karkoli za športom, dejansko športnik mora dejansko boga trenerja, mora vedeti, kaj je timski duh in se mora znati boriti za svoj cilj. In kaj želim jaz dejansko tudi od svojih zaposlenih, da razmišljajo svojo glavo in da se borijo za cilje, ki jih določimo skupaj, da imajo kritično mišljenje in da en neuspeh ni konec
da je treba pač vztrajati in da trdo delo se vedno splača, da je to pot majhnih korakov do nekega večjega uspeha in to vedno pride. Je pa dejansko to, da šport v nadaljevanju enih par športnikov res, da gre naprej in da to so vrhunski športniki na koncu, ki pač imajo to kot kariero. Večji del pa dejansko je tisti, ki grejo v službe in so podjetniki in so zaposleni in morajo nekako najti svojo pot, kako reševati stres v tem težkem okolju. Vemo, da ni lahko, da v gospodarstvu so borbe, v vsakem primeru v poslu ni enostavno in mora nekako najti ventil, kako rešiti svoje stresno okolje, pustiti doma ali pa v nekem teku ali pa v nekem športu izven službenih dejavnostih, da je drug dan ok. In to podpiram in to probamo tudi vzgajati naše in zaposlene v tem športnem duhu, da nikoli ne pozabimo. Pa so še pa tudi timske dejavnosti, recimo kakšni team buildingi, da prepoznaš dejansko kader, ni samo šport profesionalni, tudi v službi, lahko si narediš športno okolje. In je idealno za motiviranost zaposlenih. Ena anekdota tule vezana na Katjo Klančnik, nekdanjo kapetanko, številne verjetno poznate, pa tudi na Urbana. Mislim, da 3 mesece nazaj smo imeli prav Vitom, kjer je zdaj zaposlena na sejmu v Ljubljani, smo imeli skup štan. Pa pol se pogovarjamo, pa rekel, a veš, da imamo pa tam eno Katjo Klančnik, pa to pa tak kader, to bi pa jaz, ker če bilo možno, da bi jo pri sebi zaposlil. In jaz se pa spomnim nazaj, takrat, ko je bil pa Vlado, pa pokrovitelj, je Katja delala v Vajlerju v Zrečah, in takoj, ko je spoznal, ko je videl v igri, pa tudi to energijo, ki jo ima, jo je začel nagovarjati. Kadarkoli boš potrebovala, ali pa se boš odločila, no in zdaj dela dole. Tako da se je čisto konkretno pokazalo to, o čem smo govorili, pa vem, da tudi mislim, da ni edina od bivših košarkašic, ki so potem tudi na podlagi tega našli tudi pot, pa se zaposlili. Slavica, prej si malo omenila, se dotaknila že vloge medijev na področju športa, mogoče, če še kaj dodaš. Ja, bom s veseljem. Najprej bi rada rekla to, zdaj ko sem poslušala to, se mi zdi, da je res šport v Slovenskih Konjicah in podpora zelo na pravi poti, zato ker sem slišala od 2 v bistvu sponzorov klubov, sicer tole, želimo pomagati, pa ponosni smo, se pravi, da se postavljajo v bistvu te neke družbene, pač vrednote pred, v bistvu interesi podjetja, kar se mi zdi res tako spodbudno, Potem pa še predem povem malo o vlogi lokalnih medijev, bi se še pa navezala na tole, kar je gospod Furman omenil, pač glede države, pa davčne v bistvu ureditve, bi pa sam kot zanimivost povedala glede medijev, Radio Rogla ima status radijske postaje posebnega pomena, to pridobiš v bistvu z ustreznim programom, ki ga prijaviš v bistvu na ministrstvu in potem dobiš to potrebitev. Ta status ti pa v bistvu predstavlja, poleg tega, da je to seveda eminentni naziv, ti pa tudi omogoča v bistvu pri prijavah na razne razpise, pač takšne in drugačne ali za financiranje kakšne druge, nekaj dodatnih točk. In želim povedati to, da vsi živimo v prepričanju v državi, v bistvu zelo podpiramo šport, v bistvu pri programskih vsebinah, ki so povezane s športom, v bistvu ne zajemajo, niso zajete v vsebine statusa posebnega pomena. Tako da je še nekaj drugih izzivov razen davčnega izziva, tako da imamo še priložnosti za izboljšavo. Lokalni mediji, kot sem že na začetku rekla, so zelo pomembni za šport v tej sredini. Mislim, da predvsem zaradi tega, ker v bistvu smo zato tukaj, zato da v bistvu govorimo o ljudeh, ki so tukaj.
In strinjam se, Ivan, s tem, ko ste rekel, ko en otrok prebere, ko babica njegova prebere o njegovih uspehih, je to v bistvu velika pohvala in prav je, da pohvalimo in tudi želimo pohvaliti. Seveda smo poleg teh prvih uspehov ali pa tudi kakih zgodb, ki so v bistvu povezani tudi z neuspehov, smo veseli velikih uspehov, radi pišemo o njih, radi poročamo o njih, vsi smo radi v družbi zmagovalcev, ali pa vsaj nekje tam v njihovi bližini. Tako da lokalni mediji pa tak ali pa tak se večkrat govorim o tem, v bistvu smo potrebni v teh okoljih, zato ker neke novice, ki jih v bistvu nacionalni mediji ne povzemajo in bomo lokalni mediji vedno povzemali. Se pravi, od tistih otrok v vrtcu, do nekih športnikov, ki so v nekih klubih ali pa rekreativcev, pa konec koncev tudi v društvih, ki delujejo, tako da v bistvu to. Tako da glede samega v bistvu, zdaj sem se pa malo zapletla v tem pogovoru. Tu sem si pripravila 5 strani, kam vse povedala, ampak se mislim, da sem glavne stvari v bistvu povedala. Ja, delujemo tako z vsemi ostalimi informacijami, tisto, kar je pomembno v tem okolju in v športu izjemno. Jaz bi tu sam še to dodal, da to, da potem spremljate tudi potem, ko gredo iz tega lokalnega okolja naprej. Res je. Mi radi poročamo o tem, kar se tukaj dogaja, seveda z veseljem se tudi vidite, pa poročamo o vsem, kar se dogaja v bistvu tudi potem, ko so športniki iz naših krajev uspešni, tako da v bistvu sledimo pravzaprav čez cel proces. Ker ta vidik, ne samo za športnika, predvsem za vse mlade, ki potem vidijo tu vzor, ki ga sicer ne bi imeli tako blizu, je to izrednega pomena. Ja, pa tudi zdaj sem se recimo ravno tega spomnila, pa si Tadej omenil, v bistvu, ko postanejo ti mladi na drugi športniki, vrhunski športniki, tudi v mednarodnem okolju, se v bistvu to spremljanje medijev, lokalnih medijev tudi pozna, zato ker se tudi z veseljem vračajo k nam. Mi imamo Tamaro Zidanšek, ki je vedno vesela, recimo, ko se vrne v Gorice, da je pač gostja, zato ker enostavno dober vtis, pa dober občutek pač ostane. Toni, prepletanje podjetniške poti tvoje, pa potem, ko si prišel iz samostojnega podjetnika v malo večje podjetje, pa tega tvojega športnega udejstvovanja, ne bolj kot športnik aktivno, ampak kot aktivni športni delavec tukaj, zdaj tudi na nacionalni ravni Atletske zveze. To pa tudi z eno anegdoto, ko se spomnim, v bistvu do 93 leta, ko smo v parku delali prvi streetball turnir, pride človek, malo manj te je bilo skup takrat, ampak isto navihan, isto vesel, pa pride tam, pa vpraša, kdo ste, kaj počnete, tu imamo pa streetball, pa to, ja, kaj pa lahko malo, Jaz sem štar avto, vodim dole imamo trgovino, lahko kakve, ne vem, kakve praktične nagrade, glavnem tak. To je bil v moji, rekel, tudi aktivni vloge nekega lokalnega akterja, zelo en redkih, ki so prišli, pa so sami se ponudili. To je bilo v tebi, ampak je pa bil verjetno izziv. Eno je, ko si ti lastnik podjetja, drugo potem greš delati za lastnika, ampak mislim, da tudi vse na Konjiškem maratonu vseh 10-15 kombijev Eurotonov jih šiba takrat, ko je, tako da si verjetno tudi lastnika prepričal. Ja, zdaj pogovarjati se o športu, ali pa o kulturi, ali pa o zakonu, ali pa o službi, vedno se pogovarjamo o uspešnem pa neuspešnem. Neke zakonitosti so vedno enake. Ali prodajaš, kot trgovec, ali prodajaš čigumje, ali prodajaš pa najmodernejšo tehnologijo. Filozofija, osnovna filozofija je vedno enaka. Vedno moraš postaviti odnos, vedno moraš ljudje od tebe, ko do njega pristopiš, čutijo energijo ali pa ne čutijo energije, vkolikor začutijo, vkolikor si ti odprt, vkolikor si ti že kot mlad bil navajan soočati in se izpostaviti, stopi korak pred tabo, televizija te pride snemati. Danes je nekomu, ko je star 40-50 let, se težko postaviti in kaj na radio povedati. Kaj šele otroku, ki je star 12 let in pride televizija, pride en novinar, če so pisal. In te vsi poznajo. In greš
neko preko te stvari in te stvari te učvrstijo. V bistvu se več ne ukvarjaš sploh več za okolico, kot za samim sabo, si fokusira neke določene stvari. In ta energija se potem čuti. Izbira si ljudje, ki so ti všeč, ki imajo to pozitivno energijo, in ljudje, ki te vedno obkrožajo, ki te niso všeč, jih daš nekaj na stran. In tudi preko življenja sem se vedno tak, in partnerja našo, in probaš z otroki izpostavljati odnose, in tudi za mojim lastnikom, sedaj direktorjem, prej smo bila partnerja, jaz sem bil njihov največji kupec. Mi smo postali, so nas celo potem kupili, smo se odlično razumela in tudi to, ko te ljudje poznajo, če poveš mu, kaj misliš, si konkreten, za tem stojiš, šport te nauči predvsem ene stvari, ki je danes vedno več vredne. Nič ni z danes na jutri. Jaz bom olimpijski prvak čez 12 let. In delaš noč in dan 12 let. In ni upravičila, danes je zudi dež ali je sonce. Ti si sam računal, jaz imam danes narediti 25 km, popoldne v 12 imam narediti 60 krat 100 metrov, zvečerno narediti to. Sam to gre z dnevo dan, ko ne pade, sam to greš naprej. To pomeni odvisnost od sebe in športniki, ko smo o davkih in o državih in o občinah, smo se ene stvari tudi naučili in to je tudi v bistvu biznisa. Ne greš takoj prositi, ampak prvo nekaj narediš, proba sam narediti, razrešiti, če pa pride pomoč, pa Bogu hvala. In prednost tudi teh športnih prošenj, primerjavi z ostalimi, je drugačna, tudi do nas prihajajo prošnje. Vedno prideš v kontekstu, mi vam nekaj damo, mi smo že nekaj naredili in želimo nadgrajevati. Mi bi pa nekaj šli vse delati. Tako da tu so te razlike športnika in karakterja. Z veseljem, to pomeni, te stvari potegnejo notri in v tej ljubezni, ko sem govoril, je šport. Če nimaš ljubezni do družine, ne moreš biti uspešen v družini. Če nimaš ljubezni do biznisa, da te to ne vleče, da ti ni to izziv, da ti ni to nekaj vsakodnevno, ura je 4, potem nisi uspešen. Če niso to neki črvički v tebi v športu, da so te zaslojili, potem ne boš uspešen niti organizacist, nikjer. Tako da samo se tega držiš, se odpreš in probamo vsi tukaj pomagati na stvari, ker so nas zaslojile, šport je sigurno ena stvar, ki se ne zavedamo, kako nas zasloji. Zasloji nas pa tudi s tem, ker ko pomagamo, vidimo in se tudi potem zavrtimo filme nazaj, kako smo mi korakali v te stvari. Tako da, šport zelo močno odpira neke določene intenzivne občutke in takrat, ko ti jih pušča, se jih potem močnih občutkov tudi zelo hitro spomniš in zavedaš. Jaz doktor bom lahko, pa sem si že stokrat rekel, nikoli več, pa zakaj jaz? Res te dan se mi vsi dan smeje, reče, no, kaj gremo zdaj delati. Taki smo. Športna miselnost, skratka, pa vpliv na podjetniško pot. Ni bilo čisto direktno, da si šla na podjetniško, bi lahko, ne vem, tudi si še vključena tudi v izobraževanje, na to kombiniraš, ampak kako to vpliva na to, da si pa šla, ker poraža tudi na podjetniško? Ja, v bistvu, ko sem zaključila kariero, nisem o tem razmišljala. Res je, še vedno učim na zgornji šoli španščino, tudi eno leto. Ko sem zaključila kariero, sem v bistvu redno učila, ampak pol sem videla, da to ni za mene. V bistvu sem bila, čisto iskreno povedano, prestara, pa preveč sveta sem videla, da bi mi ta birokratski sistem odgovarjal. Ampak z veseljem še vedno pa učim tako. Mogoče bi jaz izpostavila to, kar je manj znano pri športu, ali pa sploh pri vrhunskih športnikih so bile omenjene tudi poškodbe. Dlje, ko greš ali pa višje, ko ti nekako uspe, težje je končati. Ti si ustvaril neko ime, saj dobro ženska košarka v mojih časih ni bila to, kar je danes, sploh medijsko podprta, ampak v nekem okolju, nekaj si se dokazal, ljudje te poznajo, te spoštujejo in pol razmišljaš, kaj bom pa pol. Zdaj, moja starša sta vedno vztrajala na izobrazbi, da jaz po tej plati sem vedela, mislim, sem bila preskrbljena, ampak vseeno pri 30-ih nimaš niti dneva delovnih izkušenj. In je kar sem videla v svoji karieri in pa tudi poznam marsikateri, predvsem pač košarkaše tudi,
ko niso mogli končati. Ravno zaradi tega straha, tudi v Bologni sem imela Lorenza Arnetoli, odlično košarkarstva, z Italijo osvojila marsikaj. To je bilo vsak drugi dan injekcija v koleno, ali pa ker ona je komaj hodila po igrišču, ampak ta strah, kaj bom jaz potem, je res kriza. No, jaz sem imela srečo, jaz pri sebi, čeprav sem imela tudi zelo hudo poškodbo pri 19 in ravno včeraj, zato ker sem eno bivšo soigralko zdaj zaposlila, Marušo Furman, ki, ja, no, pa se bom k temu še vrnila, da smo se o tem pogovarjali, o poškodbah. Jaz tu, ko sem takrat trenirala, da sem se vrnila nazaj, ker sem imela in križno, Hrustanec, ni da ni, pa 3 mesece na Bergler, nisem trenirala prej, pa kasneje nikoli. Skratka, ampak je bilo tista želja, tako Toni pravi, neka strast je v tebi, ko je sam košarka. In je tudi šport zelo eno tako področje dokazovanja. Mi večinoma v življenju se pač želiš nekako dokazati, da nekaj dobro delaš, a si nekaj uspešen. In pač za mene je bil šport odličen, zato ker sem to izživela. Zdaj, kako je pa prišla do te podjetniške, se pa čisto spontano razvila, ni to bila neka tržna niša, ampak res iz bistvu ali pa tak, mama je bila izjemen zgled s svojo ljubeznijo, v bistvu strastjo do tega, kar dela, do zemlje, do zelišča, čeprav ona je bila v pokoju, ni bila podjetnica. Ampak potem sem iz nekega res minimalnega vložka pa lastnega znanja, lastnega interesa pač to razvili. In mogoče še to je ena prednost, zdaj nekateri športniki pol to dokazovanje prenesejo tudi po karieri. Jaz sem pa to nekako dala skozi in se ne rabim dobeno več dokazovati. Jaz lahko res delam to, kar res mislim, da je prav, in naletiš na ljudi, ki pač to spoštujejo, ki to prepoznajo in se potem to spontano razvija. Pa mogoče še sam, tudi Katja je kot študentka delala pri nas, ker eno leto smo po Konicah prosili, ko so se uvrstili naprej v pokalo, da jim pomagam, pa sem se po parih letih reaktivirala, in Katja je takrat še igrala. In jaz isto takoj sem rekla, če želiš, pri meni lahko vedno delaš. Ker to se vidi, to se na igrišču vidi, pa če si lahko še zdaj to dovolim, da še to, ker je tudi zanimivo, ker mislim, da se mi tam poslal vprašanje, ni vsak športnik kar avtomatsko, da bo uspešen športnik, avtomatsko uspešen podjetnik. Jaz bi celo rekla, da jih je manj, mogoče tisti, ki so že neko vodilno funkcijo znotraj ekipe, ali pa, da so, ne vem, tudi jaz sem lahko petnega, da so se nekako že tam izkazali z nekim malo več, ko sem šport, imajo neko prednost. Ti zelo veliko pomaga, je pa po drugi strani to, kar je gospod Ivan, pa tudi drugi rekli, so pa športniki odlična, grdo bom rekla, delovna sila, ali pa odlični sodelavci, ker navajeni so delati, spoštujejo, razumejo cilje, razumejo, kaj morajo za to narediti, niso pa vsi odlični vodilni, tako bi rekla. Hvala, Katja. Mi smo se zdaj pogovarjali, čeprav bom še za vsakega dal vprašanje, da bomo približno uri 15 zaključili. Zaradi tega se vam upravičujem, da sem vas toliko povabil, pa ste bili tako zanimivi, jaz vas tudi nisem prekinil, da smo pri 2 vprašanjih, pri vsakom, ki smo zelo lepo zaokrožili, ampak bi pa, da ne bomo samo enostransko povprašal, vključno za Jana, če je kako razmišljanje, če je kako vprašanje, če je kakva misel iz strani občinstva na to temo. Hvala lepa. Jaz moram reči, ko je gospod to rekla, vsi imamo radi zmagovalce. Mi smo v Konicah v teh zadnjih 20 ali pa 30 letih ustvarili kar, jaz mislim, kar en ducat vrhunskih športnikov. Jaz mislim, da mi tu, ko rečemo zakaj, verjetno smo nekaj posebnega, moramo pa tudi, da smemo to pozabiti, mi na lokalno skupnost. Jaz sem bil vrsto let tudi v svetu zavoda, bil sem tudi predsednik Zavoda za šport.
šport, ja. In jaz moram reči, da je naša občina, jaz ne bom rekel nikoli, da da dovolj. To mi ne čuli, ne? Ampak moram pa reči, da pa omogoča našim športnikom veliko. Lejte, mi smo ena redkih občin, ko nam občina omogoča vso infrastrukturo, vzdrževanje in vse to, tako da dejansko se lahko potem klubi ukvarjajo bolj za samo organizacijo, po vsem tem to pa je, ne? Ker marsikje je to, da je morajo ti vsako vadbo plačati in tako naprej, več dobijo in to dvakrat plačujejo davek in tako naprej, tako da tu je to pa pri nas treba priznati in jaz mislim, da brez lokalne skupnosti verjetno tudi ne bi bil športnik razvit, ne zato, da zdaj tole sta pa najvišja predstavnika, kam da izvesim ne rabim. Jaz sem na odhodu, bi pa res rekel, da je prav, da se tudi tega zavedamo, da imamo neki korak, ko se to dela. Še kakšno misel? Tukaj ne bi vas prosil, da še malo ostanete, ker imamo še en dodatek temu, kar nismo dali v program, pa da smo timo števe, če lahko ideš gor. Kaj tole? Ali pa sem, da ne boš kar kazal. Pa Oliver, pa Lea, tebe tudi. Namreč, glede na to, da je Oliver z nami, naš svetovni popotnik, malo na enem pit stopu, da se tudi malo zdaj formo vrne, in glede na to, da je pobudnik bil akcije za mlade športne upe, ki smo začeli takrat, ko je mu noč podpisan dres, ko je šel 150 km okoli na njegovo tekmo in iz tega naredili eno izjemno zgodbo sklada za mlade športne upe, bi seveda dal besedo najprej tebi, Oliver, potem pa Primožu, vezano tudi na nadaljno delo tega sklada, skupaj Lani Kluba Konjice. Mogoče, Oli, par tvojih misli, Kata je takrat, da se spomnim tiste posnete, ko so ga poslali iz mnoga kluba, ko si posnel, pa ko je rekel Luki, to ne bo za mene, to bo šlo v neke dobre namene. Kaj bi tam zdi, pa kaj gledaš na to, kar se zdaj v teh 2-3 letih tudi iz tega sklada tudi se odprlo? Ja, lepo zdrav vsem skup. Kaj bom rekel, že naslov poveš šport in podjetništvo, da jaz nisem da nek vrhunski športnik, ali pa nek profesionalni, je pa tako, da tudi s pomočjo, oziroma brez pomoči lokalne skupnosti, podjetij ali to občina, posameznikom, in tudi ne bi uspelo to doseči. Moram reči, da tudi ta pot, da sem prepešačil od Argentine do Aljaske, 15 000 km, mi zelo pomeni, je pa druga stvar, ko je bila ob tem, če se navežem na ta dres, ta zgodba z Luko Dončićem, je pa druga najbolj pomembna stvar, ker jaz tudi takrat, ko sem dobil ta dres, jaz sem si ga želel držati za sebe definitivno, ker bi to bil spomin, ampak sem vedel, da tudi je prav, da dam nekaj nazaj skupnosti in na tak način pol povrnem, ko sem se povezal z Lani Klubom Konjice, bo pa Primož malo več povedal, kaj pa kaj. Hvala Ivo. Hvala, to vse sem me presenetil. Zdaj mogo predsednik, ki se te ni. Predsednik je rekel, sam pa povedal, da imaš tako program, ampak vse ni problema. Z veseljem, ker ta projekt mladih športnih klubov, ki je takrat začel Lani Klub Konjice na Orjevo pobudo, peljati je meni že od samega štarta zelo blizu. Tako sem že uvodoma, ko sem pozdravil, namignil, pa pol Toni tudi o tem govoril. Jaz osebno bi si najbolj želel, da bi imeli tako 100% vključenost otrok v šport, ko je bilo v tistih časih, ko je Toni prej povedal, kak je on začel z atletiko. Da dejansko vsi imajo možnost nekaj probati, učitelj športna vzgoja reče, čuj, ti bi bil pa mogoče dober fuzbaler, iti tja, ti bi bil pa za atletiko, idi tja. Jaz bi si res želel, da bi naš sistem, celoten sistem to omogočal. Vem, da zdaj živimo v drugih časih, ko je Toni takrat začel svojo atletsko kariero, ampak jaz verjamem, da se lahko skupnimi napori temu približamo. Prav ta sklad za mlade športne upe, jaz sem takrat, ko je Tadej Zolin to postavljal, sem jaz vedno tudi rekel, le jaz bi si najbolj želel, dajmo tisti, ko bi mogoče radi šli, pa mogoče niti še ne vejo, da bi radi šli, ampak se niti ne upajo pomisliti na to, da bi šli v šport, ker vejo, da doma pač nimajo niti 30 evrov, ne vem, ali koliko je pri fuzbalu mesečna vadnina, niti vejo, da tega nimajo, dajmo jim nekako omogočiti, da se lahko vključijo,
lahko, tudi v kontekstu potem iskanja vrhunskih športnikov, o čemer smo se zdaj dosti pogovarjali, tudi iz širše baze izbiraš in dejansko najdeš tiste, ki so talenti, ker niso talenti samo tisti, ki lahko plačajo, da začne na športu, ampak so marsikje drugje. Z tem skladom, Tadej, ti veš iz glave, bolj statistiko, jaz se ne vem, ampak vem, da smo pomagali že marsikateremu športniku, ki bi mogoče tudi zaradi tega, ker je imel težavo z plačevanjem vadnin popustil, pa je imel nek potencial, ampak tudi če ni imel nekega groznega potenciala. Meni se zdi, vsak mlad športnik, ki je pripravljen delati, ki je pripravljen ves ta svoj čas, pa energijo to vložiti, če ga zgubimo, smo ga zgubili zavedno. To njemu škoduje, pa tudi nam v družbi. In jaz verjamem, tudi v Lions klubu smo se že pogovarjali, da sklad deluje, bo deloval naprej, na enakih temeljih, kot je bil postavljen. Vedno ga bomo treba polno, ne? Pa zdaj imam pogledal, tako, ker so podjetniki, ne? Da dejansko ta nabor teh otrok, ki jim omogočimo, najprej pa ostane v športu, želel bi si pa tudi tisti segment, ko sem prej izpostavil, da je sploh vključimo v športne, tukaj gledamo zdaj področja ravnateljstva malo, če bi gledali šole lahko malo v tem kontekstu pristopile, učili v športne, ti si pa za atletiko, kam bi se opisal tja, da potem skupaj pomagamo tako vključenost, čim večjo vključenost otrok v športke. Verjamem tudi, da se bo tudi ti nacionalni rezultati, ko so zdaj bili spet porazen, veliko preverjanja gibalnih sposobnosti otrok, ki je spet začela padati, da se bo to izboljšalo, s tem tudi zdravje in tudi družbena klima in marsikaj. Hvala. Jaz sem tudi dodal, taki učitelji športne vzgoje že obstajajo, na primer spodna šola ima profesorico Zoro Legerjevo, brez katere mislim, da bi pa podmladek ženskega košarkarskega kluba vsahnilo že znal naprej, da je to izrednega pomena. Seveda pa takrat pride tudi do tega, kaj pa če starši nima in tudi ta osnovni zgib, da če se to zgodi, da morajo društva vedeti športna, da ta sklad obstaja. In tu Oliver tudi večkrat reče, premalo se to ve. Zdaj v teh 2,5 letih preko 30.000 evrov je skladu bilo zbranga, preko 17.000 evrov je bilo že namenjenega, to so letne štipendije z 400 evrov, ki praktično pokrijejo lahko celo vadnin za celo leto, ampak je še premalo prijav, pa predvsem teh, da bi čisto na novo nekdo začel. Pravi, tu bi po mojem, ne vem, Oliver, če vaše ti dodaš, lahko naredili še kaj več, da bi se to bolj populariziralo v tem delu, ker je osnovni temu. Ja, sigurno, pa tudi, ne vem, se mi zdi, da mogoče kdo zaradi situacije doma, ga je mogoče sram oziroma ni pripravljen se postaviti, da je tudi fajn, če kdo drug malo pomaga tem otrokom, da se prijavijo, pa itak definitivno. Meni je všeč, da ni bistvo, da mora biti vrhunski športnik, ampak že nekdo, ko ima veselje do igranja, pa mogoče, bo ne vem, ker zanima denarja, bo mogoče s pomočjo te štipendije začel igrati nogomet ali katerikoli drug šport in se bo bolj naknadno čez leta izkazal, da bo postal vrhunski, če pa ne bo postal vrhunski, še pa ima vedno tisto neko veselje. Ne vem, jaz sem vesel, da smo ta sklad začeli. Če omenim, takrat, ko sem dres prinesel v Slovenijo, je bila moja neka želja 10.000 evrov, da zberemo samo za dres. Mi smo s pomočjo posameznikov podjetij zbrali takrat, mislim, na 25.000 evrov. Torej vse skupaj v zadnjih 2-3 letih že prek 32.000 evrov, da sem tudi ponosen, pa upam, da se bo ta projekt nadaljeval. Čeprav je žalostno, da živimo v takem svetu, da ljudje potrebujejo pomoč, ampak sem pa vesel, da so še vedno pripravljena podjetja, pa posamezniki pomagati. In da sodelujemo podjetja, pa tudi šport in da tudi nagrajujemo dobro, je pa ta čist pika na i, Lea pomagala predstaviti, je tudi z Oliverjem povezana. Namreč Oliver je že lansko leto, ko je bil v Nišu, postavil se pridružil ambasador platforme City in Me, mesto in jaz, ki nagrajuje pozitivno početje občanov, če hodijo, dobijo nagradne žetone, ki jih lahko izkoristijo, da posadijo drevo, da lahko tudi kakšne popuste dobijo. Oliver takrat naprej tudi sodeluje z nami, ker danes praktično napovedujemo, da bo ta aplikacija prišla tudi v Slovenijo. Ker je pa nekaj podjetnikov tukaj tu, ki bi mogoče lahko videli sodelovanje, interesno
sodelovanju bo pa Lea povedala, kaj se bo zgodilo danes, pa kaj na Rogli zadnjo soboto v avgustu. Ja, tako, danes spostavljamo, namreč aplikacijo sestavlja oziroma se postavlja mednarodna ekipa. Aplikacija se je že eno leto testirala v Srbiji in je pravzaprav praktično brez nekega vložka v oglaševanje dosegla že 35,000 uporabnikov v mestu Niš. O njej so pisali pravzaprav vsi lokalni in nacionalni mediji, tako da se je izkazala za zelo uspešno in sedaj prihaja v Slovenijo, prevedena je že in iščemo pravzaprav, smo že sklenili prva partnerstva in odpiramo tudi še prostor za nekaj novih. Zakaj? Zaradi tega, ker konec, tako kot je Tadej omenil, 30. avgusta bomo imeli večji PR dogodek, kjer vabimo podjetja, da se nam pridružijo v sklopu naše aplikacije. Dogodek je prvi gozdni trail na Rogli in vsa podjetja, ki imajo to, ker aplikacija spodbuja gibanje, spodbuja zeleno ravnanje, odgovorno ravnanje in vsa podjetja, ki imajo tudi to noto, ki jim je to pomembno, ki bi se želela predstaviti v taki luči tej ciljni skupini, vabimo, da se nam pridružijo in sicer poleg tega, da lahko dajo svoje izdelke, storitve ceneje v zameno za žetone, bo tudi vključeni v vsa ta naša PR akcijo, marketinške aktivnosti, bi predstavljeni na socialnih omrežjih, spletni strani. Gre pa pravzaprav za zelo lepo zgodbo. Vsak mesec se tudi podjetja dobila poročilo, koliko se je zaradi njihovih aktivnosti prišparalo, pri manj CO2, koliko se je dreves posadilo v njihovem imenu, tako da gre zelo luštno zgodbo, da ljudje delajo dobro, da se sadijo drevesa, ozelenijo mesta, tako da vse, ko vas zanimajo take aktivnosti, ki iščete tudi takšne kupce, uporabnike, vabljeni, da se pridružite. Hvala. Jaz bi tudi dodal, da je Olja zdaj že tudi prehod, da zaradi tega za nazaj bomo dali ogromno žetonov in verjamemo, da jih zopet ne bo sam na svojih popustih porabil, tako da bo tudi poleg tega, da bo ambasador, da bo tudi imel možnost, ker jih lahko to preneseš, jih lahko dariš, da bo lahko tudi na ta način pomagal, spodbujal, pa danes kljub delno predsednik tudi naš se bo vključil, da bo probal to aktivnost prenesel tudi na slovenske lajane, pa tudi širše, ker bo aplikacija delovala tudi širše, sicer, da naprimer številni prostovoljci, ki delajo dobro, da se ne samo seveda zaradi počutka, ampak da tudi so lahko delno nagrajeni. Pa en izmed partnerjev, so tudi slovenski državni gozdovi, tako da sklopu z njimi bomo sodelovali, da se preko pogozdovanja, torej tudi tam tisti, ko so bili zaradi naravnih nesreč, gozdovi poškodovani, drevesa se bo to s pomočjo naše hoje, s pomočjo naših dobrih del spet obnovljalo. Tako, zdaj smo pa malo presegli tisti okvir časovni, zato bom dal besedo na koncu našemu članu, Juriju Brumencu, ki je poskrbel, da bomo lahko kar neki super kapljice probali, da se bomo lahko malo podružili, pa tudi malo piknali, tako da mogoče Juri, kaj nas čaka? Ja, lep pozdrav, tudi v mojem imenu, sem v Vinske imel. Zdaj za danes smo pripravili 5 različnih vin, sicer 2 svežje, ki so imel letnika 2024, en še ne, letnik 2022, ki je v bistvu svež, pomeni, da je bil pač ni zorel v lesenih posodah. Potem je zraven en Chardonnay Zorjen, letnik 2021, ki je lansko leto dobil veliko zlato medaljo v Gornji Radgonji, in pa 2 rdeči vini, to se pravi eno našo avtohtono sorto, Modro Frankinjo, ki je zdaj v zadnjih letih pač na nek način, v tem okolju upravičeno smo začeli jo povzdigovati, ker daje tudi dobre rezultate, in pa Modri Pinot, ki je naša sorta, ki je najbolj zastopana v naših vinogradih. Tako da jaz v bistvu vas vabim, da se zadržite, da vse, kar imamo tukaj, da sprastemo. Hvala lepa, še enkrat zahvala vsem, topo aplavz, da ste bili z nami, torej govorci, dragi vsi, pa ja, ostanite. Potem, ko bo pa tule malo zmanjkalo, smo pa rekli, da bomo pa eno vinek naredili še do Koniškega maratona, ki ima tule na drugi strani sedež, da gremo še pogledati, če ima še tam kaj v hladilniku. Hvala lepa.